Sem Eva Pogačar, zdravnica anesteziologinja, delam v Splošni bolnišnici Jesenice. V prostem času sem že več 10 let gorska reševalka in pa v zadnjih letih veliko aktivna na Rdečem križu. Trenutno sem predsednica strokovnega centra. Ja, to je zelo dober občutek. To je občutek, ki te v bistvu tudi žene naprej in popolni življenje ali pa ves ta tvoj trud oziroma čas, ki ga daš drugim ali ki ga ukradeš sebi in družini. Ampak ja, ti trenutki so tako polni in tako bogati, da odtehtajo vse tiste če je, ko je ali pa zakaj, da greš to in delaš z veseljem. Varnost je v bistvu en zelo pomemben moment, ki ga vključujemo praktično v vse vidike življenja, sploh če se ukvarjaš, ne vem, z izobraževanjem, pa tudi pri delu. Že v prvi pomoči ali pa tudi v nujni medicinski pomoči vedno postavljamo varnost na prvo mesto, tako da vzgajamo in učimo vedno tako, da je varnost in potem vse ostalo. Pri delu pa to še dosti bolj občutiš, ker če si malo nepozoren, se hitro lahko obrne stvar proti tebi. Je pa res, da varnost ne more biti absolutna, ne. Bolj je stvar resna, bolj je stvar nujna, bolj gre za biti in ne biti, bolj spustiš te meje svoje varnosti. Je pa fajn, da imaš v sebi en tak, ne vem, kompas, tehtnico, ki te usmerja v konkretni situaciji, koliko daleč boš šel in koliko daleč boš popustil te svoje varnostne mehanizme. Jaz mislim, da dosti več, kot si marsikdo zaveda ali pa prizna. Mislim, da marsikdo sploh ne razmišlja o varnosti, da s svojim delom ali pa dejanji ogroža druge. Tudi če jih ne neposredno, ne. Tudi recimo, da gre nekdo malomarno nekam, se mu nekaj zgodi in potem se izpostavljajo drugi, da mu pomagajo. Tako da v bistvu ta varnost, nevarnost je dosti širši pojem, kakor pa si večina, ki se nekaj loti, razmišlja, in polagam na dušo, da bi ljudje vendarle gledali tudi preko sebe ali pa iz sebe, tako da bi znali ceniti in oceniti tudi ta aspekt in ga upoštevati pri svojih dejanjih. Ja, sem in nisem, a ne. Moje življenje in delo je tako, da sem kar naprej izven te cone udobja, ne. Včasih mi pa tudi paše se skriti v to cono. Mislim, da tudi če živiš nevarno ali pa tako, imaš v sebi te podzavestne ideje ali pa varovalke, ki te v bistvu vodijo takrat, ko nisi popolnoma na varnem terenu. Najbolj varno se počutim takrat, ko sem popolnoma sproščena, svobodna, lahkotna, in to je, kadar pač nimam nekih neposrednih skrbi, kadar je vse v redu. In najlepši, najbolj tako, pravzaprav prostor ni toliko pomemben kot ta občutek, da ta moment res si popolnoma svoboden in sproščen, odprt sam zase. Je pa to res največkrat v naravi, nekje na samem, ne, ke imaš v bistvu še en tak odmev te svobode in sproščenosti.
Ravno posamezniki lahko naredimo vse, ker družba je seštevek posameznikov in mislim, da bi vsak moral odgovorno živeti svoje življenje. Ne mislim zdaj, da ne bi smel nič početi pa se nič veseliti, ampak vendarle odgovorno delati, odgovorno sprejemati odločitve, odgovorno se tudi lotiti življenja v smislu, da znaš obvladati kakšne kritične situacije ali pomagati nekomu, ki se mu karkoli zgodi, vključno s prvo pomočjo, ki mislim, da je en izmed delčkov temeljne izobrazbe, ki bi jo moral imeti vsak posameznik na tem planetu. Osveščen posameznik, ki odgovorno jemlje tudi to družbeno svojo vlogo kot človek, človek človeku ali pa sočlovek, ki vemo, da pogosto se znajde v situacijah, ko potrebuje pomoč in da nabereš ta kapital, da se naučiš in pomagaš, ko te nekdo potrebuje, mislim, da je to zrela družba. Zato mislim, da ta naša ideja o prvi pomoči kot delu temeljne izobrazbe vsakega posameznika je na mestu in mislim, da bi vsak lahko razmislil o tem in mogoče vendarle naredil korak v smer, da bi obnovil ta znanja, da bi bil sposoben pomagati, tako kot bi si zagotovo sam želel, da bi mu nekdo drug pomagal v situaciji, ko bi sam to pomoč potreboval.